Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami poslanec gospod Marko Koprivc iz poslanske skupine Socialnih demokratov. Lepo pozdravljeni, Dober gospod dan, Koprivc. dober dan. Vi prihajate iz volilnega okraja Šiška, Ljubljana Šiška. Tako je, res je. Pa bi me zanimali, to je sicer tukaj blizu, ampak na kakšen način ste povezani s svojim volilnim okrajem, sploh recimo z predsedniki četrtnih svetov? Poglejte, jaz mislim, da je ključna naloga politika, pa naj si bil poslanec ali politik na lokalni ravni, da ostaja ves čas v stiku s svojo bazo, z ljudmi, ki te izvolijo. Namreč ključna naloga politike je, da upravlja s skupnimi družbenimi zadevami. In iz tega vidika jaz mislim, da je to ključno, da ostajamo v stiku z ljudmi, pa tudi, če se vedno v vseh zadevah ne strinjamo. Jaz na različne načine ohranjam to povezavo z volilno bazo oziroma z občankami in občani, rečemo volivkami, volivci, državljankami, državljani, ker tukaj ni ključno, o katerem nivoju govorimo. Vsi nivoji od občinskega ali pa, če rečemo še predtem četrtni, občinski ali pa državni, morajo delati za en in isti cilj, to je za skupno dobro. Pa da se konkretno navežem na ta odgovor, na različne načine se povezujem, pogovarjam z ljudmi, organiziramo javne tribune, zbore članstva. Naj povem, ravno prejšnji teden sem organiziral v Ljubljani javni posvet na temo davčne zakonodaje, nove davčne zakonodaje, ki bo v kratkem prišla v Državni zbor. Pomembno je, skratka, da odločitve pretehtamo skupaj z ljudmi. Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Predvsem mislim, da se v zadnjem času preveč govori o tem. Ključno je, da je demokracija, to je ključno. Oblik pa je več, oblik demokracije je več. Konec koncev tudi v naši polpretekli zgodovini smo poznali oziroma na nek način delovali v tako imenovani neposredni demokraciji, pa se je potem ugotovilo, da je boljša oblika klasična strankarska demokracija, ki pa jo danes nekateri s takšnimi in drugačnimi razlogi skušajo spodjedati, rečemo v narekovaju. Na vsak način pa jaz mislim, da je dobro, da imamo več strankarstvo, da se že pred volitvami stranke na nek način borijo za volilne glasove preko različnih programov in da konec koncev volivci na volitvah vedo, zakaj se odločiti. Na podlagi tega, ko preberejo različne volilne programe, da na nek način obstaja pluralizem političnih strank. Zato poudarjam še enkrat, ta dilema je na nek način lažna. Strankarska demokracija, ne strankarska. Konec koncev tudi tiste liste, ki se prodajajo kot neodvisne v narekovajih, funkcionirajo na zelo podoben način kot politične stranke, s tem, da nimajo neke jasne tradicije, morda toliko jasnih programov kot stranke z dolgo zgodovino, in zaradi tega je morda tudi volivcem težje videti, zakaj točno se odločijo in marsikdaj ugotovijo tudi zelo v kratkem času po volitvah, to se je že izkazalo v zgodovini, da so se opekli. Hvala. Koliko avtonomnosti uspete ohraniti kot pripadnik stranke pri Poglejte, mi smo demokratična stranka, imamo demokratični ustroj, imamo organe stranke, kjer se o odločitvah debatira. Sploh težko bi pa se vprašal, kaj pa je stranka konec koncev? Stranka smo mi, stranka smo članice in člani te stranke, ne? In skupaj oblikujemo politike, ki jih potem zastopamo oziroma skušamo udejanjati vnaprej. Naj povem konkretno, kar se tiče Ljubljane, namreč vodim ljubljanski odbor Socialnih demokratov, mi vse pomembnejše odločitve predebatiramo tako rekoč z vsem članstvom, namreč stranka je organizirana od spodaj navzgor, in po četrtnih organizacijah so te tako imenovane osnovne temeljne organizacije in vsako pomembnejšo odločitev predebatiramo najprej s člani znotraj četrtnih organizacij in potem predsedstvo, v katerem so zastopani predsedniki četrtnih organizacij, sprejme odločitev, ki jo zagovarjamo potem bodisi na mestnem svetu, če gre za mestne zadeve, oziroma jaz kot poslanec iz Ljubljane v Državnem zboru. Hvala. Kakšno je pa vaše stališče glede predstavniškega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanju po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat, ali se vam zdi, da je
vaš mandat, mandat volivcev, ki so vas izbrali, ali mandat stranke. Poglejte, tukaj spet odgovor ni tako enoznačen. Ja. Vsekakor je moj mandat volivcev, ki so me izbrali, ampak kot sem že povedal v prejšnjem odgovoru, volivci tudi pred volitvami izbirajo med različnimi programi strank. In jaz izhajam iz tega, da program ene izmed teh strank preko svojega delovanja tudi zagovarjam in zaradi tega mislim, da tukaj ne bi smelo biti neke kolizije. Seveda pa lahko pride do nekih izrednih primerov, ko se pride do razhajanj med osebnim mnenjem in mnenjem stranke, ampak kot rečeno, mi smo demokratična stranka in se tega ne bojim. Marsikdaj imamo lahko tudi seveda različno stališče, ampak je to nekaj povsem normalnega. Ja, seveda. Hvala. Je morda še karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Jaz bi gledalcem želel posebej izpostaviti, da je ključno, da politika ostaja med ljudmi. Da smo politiki res dnevno v stiku s svojo volilno bazo, z državljankami in z državljani. Vse prevečkrat se nekako poraja nek občutek, kot da je politika nekaj, ki je zelo daleč odmaknjeno v nekih sobanah, daleč od ljudi, vidna ljudem samo preko televizije in da je tista, ki stvari ne more spreminjati. Temu ni tako, zato poudarjam še enkrat. Ključno je, da politiki oblikujemo svoja stališča skupaj z volivkami in volivci. Jaz tako delujem in prepričan sem, da se bo na dolgi rok na ta način tudi povrnilo zaupanje v politiko. Hvala lepa, gospod Marko Koprivc, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, in se vidimo v naslednjem intervjuju.